Dobro večer, lepo pozdravljeni v imenu Pogorjenskega odbora SKDZ. Letošnji prvo srečanje iz niza Forum Idej posvečamo Evropski predstavnici kulture oziroma tistim projektom, ki so bili odobreni in financirani na prvem razpisu. Z nami so nositelji teh projektov, ki nam bodo povedali, kako so si zamislili, kako so nastavili projekte in kako pripravljajo se zdaj izvajanje. Večer bosta vodila Alenka Florenin in Aleš Valtrič. Dovolite pa samo, da predstavim med nami državno sekretarko na Uradu za Slovence v zamejstvu po svetu, gospod Vesno Humar. Hvala lepa in besedo predajam Alenki. Hvala, Marino. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste tu v Trgovskem domu in seveda tudi vsi, ki nas poslušate preko radijskih valov na Radiu Trst A. Današnje srečanje je namenjeno torej predstavitvi vsebin teh projektov, ki so pridobili finančna sredstva oziroma so bili odobreni in sprejeti na tem razpisu za male projekte. In zato ta je bil tudi ključ izbire in oblikovanja tega širokega nocojšnjega omizja. Kot prvo bi tudi jaz pozdravila državno sekretarko Vesno Humar, pozdravljeni. Z nami so 4 predstavniki oziroma 4 slovenske ustanove in še 5. ustanova, ki je Forum slovanskih kultur. Tukaj je njegova direktorica, gospa Andreja Richter, sicer tudi bivša ministrica za kulturo Republike Slovenije v letih 2000, je prav, da se tudi tega spomnimo, in ki danes predstavlja zanimivo vsebino projekta z naslovom Ljubkina pot. Torej, projekt se navezuje na lik in osebnost priljubljene goriške pesnice Ljubke Šorli v sodelovanju s Kulturnim centrom Lojze Bratuš. Tukaj so potem Martin Lisjak v predstavništvu subjekta, ki je sestavljen iz obeh krovnih organizacij, se pravi Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, tudi zanimivim projektom, več kasneje. Potem je z nami Majda Bratina za Kinoatelje, Igor Komelj za Kulturni dom Gorica in Kulturni dom Nova Gorica in pa Dona Čikone za kolektiv Robida iz Benečije. Tako. Skupaj bova z Alešem vodila to okroglo mizo. Pravzaprav, kot rečeno, želimo z današnjim omizjem predstaviti vsebino. To je ključ in zato bomo zelo konkretni, bomo šli prav na predstavitev konkretnih vsebin. Najprej pa gospa Vesna Humar tako zdaj že zelo diši po letu 2025. To smo začutili že v prejšnjih mesecih, ampak danes, ko bomo slišali za te vsebine, lahko zatrdimo, da zdaj res prihaja to pravo. Dobro večer vsem, ja res diši, malo je to razveseljivo, malo je tudi strašljivo, se ne vem. Mislim, da imamo vsi tako malo mešane občutke, ampak mislim, da je bil ta razpis tega Stara mati projektov ena taka predvsem velika prelomnica, ko so številni, se mi zdi, nosilci dejavnosti v regiji, v prostoru na obeh straneh meje začutili, da zdaj pa gre za res. Jaz sem tudi zelo vesela, da je toliko projektov, pri katerih so udeležene ustanove ali civilno-družbene organizacije Slovencev v Italiji, bilo na tem razpisu uspešni. Tudi ta razpis je bil prej sladek, ker so mnogi projekti dobili financiranje, hkrati pa je bilo prijav še veliko več. Tako da tudi se mi zdi mogoče povzročil pri nekaterih malo razočaranja, ampak se mi zdi pomembno se koncentrirati na ta pozitivni vidik. Tako da jaz tudi danes veselim predstavitve teh projektov. Še nekateri so, pri katerih v bistvu je nastalo neko čezmejno partnerstvo in ki se tudi močno dotikajo tega prostora. Kot veste, naš urad je zagotovil sredstvo v lanskem in letošnjem letu, zato da je v okviru Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, ki vidim, da je danes tudi z nami, zaživela projektna pisarna ob soglasju obeh krovnih organizacij, SKDZ-ja, ki nas danes gosti, in SSO-ja in bi radi s to podporo nadaljevali, tako da
in res, da se res čim bolj okrepi možnost, da tiste ideje, ki so dobre, ki so pozitivne, ki so ustvarjali, da potem pridejo tudi do financiranja in do realizacije. To je naše iskreno želje. Hvala, toliko za zdaj, potem pa še kak komentar po predstavitvi teh načrtov, ali še se boš kar vključil potem, ne? Ko se ti zdi, jaz bi še nadaljevala trenutno. Najprej torej bi rekla to, da ko pregledaš vsebine teh projektov, ki jih bomo danes predstavili, dejansko se začutiš oziroma te lepo presenetijo take raznolike vsebine in take lepe zamisli, ki so res zelo raznolike med sabo, po konceptu, po vsebini, po tudi, bi rekla, vplivu, ki ga bodo ti projekti imeli na naš teritorij in tudi v nadaljevanju. Ker gremo od sadovnjakov in biodiverzitete kolektiva Robida do preko raznih pripomočkov jezikovnih za usvajanje obeh jezikov na obeh straneh nekdanje meje. Kot smo že omenili pri Forumu slovanskih kultur, gre tukaj seveda za Ljubko Šorli kot osrednji lik, ampak potem je še veliko drugih recimo vsebin, ki se navezujejo tako kulturnih, umetniških, turističnih. Kinoatelje s kinom po teritoriju oziroma tudi s takim zanimivim konceptom in kulturna domova, oba kulturni dom Gorica in Nova Gorica, tudi z enim tako nadgradnjo že pozitivnega sodelovanja. Gremo na konkretno morda, najprej bi gospod Andrejo Richter, ker prihaja od daleč, torej iz prestolnice, čeprav je v zadnjih letih Primorka. Najprej dve besedi o Forumu slovanskih kultur, ker namreč naj povem, z gospod Andrejo Richter sva se za eno drugo oddajo srečali pred kratkim v Vili Zlatici v Ljubljani. Svetujem, da ko greste v Ljubljano, da se tam ustavite in si ogledate domovanje nekdanjega ljubljanskega župana Ivana Hribarja, tako da res vabljeni. In v pogovoru z direktorico foruma sem spoznala izredni univerzum Foruma slovanskih kultur, ki povezuje vse slovanske države s številnimi aktivnostmi na raznih področjih in jutri se v okviru tega, v okviru te dejavnosti odpravljate tudi v Frankfurt. Malo nam povejte, verjamem, da bo težko strniti, ampak morda za začetek to. Hvala lepa. Lep pozdrav in hvala lepa za povabilo vsem tukaj. Državno sekretarka, krasno, da ste z nami, da izmenjamo določene zadeve. Ja, Forum slovanskih kultur, mednarodna ustanova, ki je leta 2004 nastala in tukaj, pravi, v območju med Gorico in Novo Gorico so bila podoživljane nastanki naše mednarodne ustanove. Ko smo nazadnje praznovali tisti vstop v Evropsko unijo, meni je bila dana čast takrat, da ste že omenila to ministrovanje, pa že 20 let, da sem lahko spregovorila v Bruslju v svojem slovenskem jeziku. Veste, to je bilo nekaj neverjetnega, še danes imam malce mravljince. Takrat je bila Slovenija, Češka, Slovaška in Poljska države, in prvič se je slišalo slovanske jezike. In to je bilo nekaj neverjetnega. In seveda, slovanski jezik oziroma jeziki nasploh so za mene največja nematerialna kulturna dediščina, ki jo Evropska unija veliko premalo prepoznava. In tukaj smo seveda na območju, ker slovanski svet butne, da rečem, v Italijo in malce gor sever tudi v germanski. To se pravi, to je eno neverjetno območje, področje, ki je pa neverjetno bogato s svojo področje kulture. In mednarodna ustanova sedaj 20 let povezuje mostiči s kulturo, zato je naša velika sreča, da smo v tem projektu se povezali s kulturnim centrom v Bratuški, kajti menim, da bomo lahko v teh 2 letih, kolikor bomo sodelovali, pognali na dobre korenine za nadaljne sodelovanje. Jaz sem v to prepričana, dobimo se že naslednji teden, da pogovorimo o konkretnih zadevah. Tako da mednarodna ustanova povezuje države, v katerih govorimo slovanske jezike. Tukaj so seveda tudi države, ki so sedaj v vojni in seveda kot takšne ne sodelujemo v zadnjih 2 letih, zaradi tega, ker je pač to nemogoče, in ostanjamo seveda na druge povezave.
Naš največji projekt, najstarejši projekt je 100 romanov, zbirka 100 slovanskih romanov, s katerimi jutri se predstavljamo v Frankfurtu, ker je, kot veste, ravno kar je bila otvoritev v 17. Namreč mi imamo v tej zbirki povezanih 108 avtorjev, 9 slovanskih jezikov, okoli 70 prevajalcev. In veste, kako težko je prevajanje drugega v drugi slovanski jezik, ne? Iz srbsko, makedonsko, črnogorsko, bosansko, poljsko in tako dalje, da ne govorim. Tako da je zbirka sedaj stara 17 let in v začetku leta pričakujemo 100. knjigo. Jaz sem sanjala v letu 2006, ko sem predlagala oziroma se spomnila za ta projekt v pogovoru seveda s kolegi iz Češke, predvsem takrat, kako bo lepo, da bo na vseh nacionalnih knjižnicah, vseh naših državah in tudi na Zahodu se pojavilo 100 praznih belih knjig. In zdaj smo tukaj. Tako da, kaj pa sedaj, noben problem, naslednjih 100 in 200 in tako naprej. Veste, da bi lahko govorila še marsikaj, ampak se tukaj zaustavim pa predam besedo seveda naprej. Hvala lepa. Ja, dober večer vsem, tudi v mojem imenu. Zanimivo, da smo pri vas nadaljevali kar, pa če nam lahko poveste kaj o tem projektu, s katerim ste dejansko tudi zmagali oziroma kako se ga financirali. Ja, v redu. Jaz mislim, da nismo zmagali, ne, ampak zelo smo srečni, zelo smo zadovoljni, zelo smo ponosni. Jaz posebej zaradi tega, kot sem že omenila, želim in sem prepričana na dobro sodelovanje. Omenili smo, da nas povezujejo se pravi Ljubka Šorli. Ljubka Šorli je v našem projektu ženske spisateljice, ki ima certifikat Sveta Evrope za kulturne poti, ne vem, koliko je vam to poznano, ampak 48 poti. Danes deluje v Svetu Evrope, morate vedeti, da je to ni Evropska komisija, ampak Svet Evrope, ker imamo dosti več držav. Da je v lanskem letu smo ta certifikat dobili, letos uradno tudi certificirano in ena izmed pisateljic je Ljubka Šorli, ki je seveda del vašega življenja, rojena v Tolminu, tako da imamo že začetek in konec, ali kako rečemo te poti. Mi bi v tem projektu, ki smo si ga zastavili, najprej ugotovili, da je kultura, ustvarjalnost, glasba tisto, kar povezuje. To je vedno bilo in tako bo. Zato resnično v kulturnem centru Lojze Bratuški imajo neverjetno produkcijo vseh kulturnih vsebin, smo prepričani, da v vseh 2 letih bomo lahko povezovali različne točke. Ampak tisto, kar pa je, da povežemo v različne lokacije, v različnih občinah, tako v Italiji, kakor v Sloveniji, poti, kjer je Ljubka Šorli nenazadnje se ustavljala, gradila, ampak ne samo Ljubka Šorli, mi smo povezali nenazadnje tudi ostale druge pisateljice oziroma pesnice, ki so tu prehodile. Naprimer moja Alma Karlin, ki je iz Celja, jaz sem namreč rodom iz Celja, je prav tako veliko hodila in te zadeve so poznane. Tako da želimo v teh 2 letih povezati vse te lokacije, povezujemo seveda z literaturo, z glasbo, ampak tudi z usposabljanjem turističnih vodnikov. V tem našem projektu je usposabljanje tako s strani seveda italijanske, kako slovenske, v vseh 3 jezikih, da govorim slovenščina, italijanščina in angleščina, kajti na koncu te poti bodo služile ciljno posebej lokalnemu prebivalstvu, posebej tudi šolam, mladim, da bodo bolje spoznali. Kajti, če greste pogledati kurikulume v osnovnih šolah in srednjih šolah, boste videli, da je Mucka popapala vse, ne? Da ni tega nič poznanega zelo veliko. Zato naj bi ta kulturna pot in vse vsebine, ki jih bomo pripravili, omogočila kot dodatno lahko tudi orodje za šole, predvsem pa tudi seveda lokalne skupnosti, starejše, ciljne skupine, ne nazadnje za turiste. Mi vemo, da je to območje zelo zanimivo, da se ponuja kulturna dediščina ali kaj s tem. Našo kulturno potjo pa ponujamo materialno, nematerialno dediščino oziroma bomo odkrivali lokacije, ki so bile, oziroma sem prepričana, so zelo nepoznane. In nazadnje je srečanje evropskih kulturnih poti iz 5 držav, ki pa pomeni nenazadnje, da to, kar imamo tukaj, to bogatstvo, pokažemo tudi v širše, ponesemo v Evropo in s tem pričakujemo nenazadnje tudi velik obisk tega območja. Hvala lepa.
turizem, mladi, usposabljene so istočnice, ki so bile jasno zapisane v pravilniku oziroma v navodilih teh malih tega razpisa sklada malih evropskih projektov. In te dobimo tudi v projektu Uncommon Foods oziroma nevsakdanji sadeži, ki je, mislim, zanimiv za vse nas, zato ker prihaja tudi iz Benečije, Topolovo je vsem nam posebej, ima posebno mesto v naših srcih. Dotika pa se ničesa, kar se večkrat sami ne zavedamo, in torej naših danosti našega teritorija, naše tudi kulturne in druge vrednosti, naša preteklost, skozi preteklost si želimo tudi povedati kakšne nove zgodbe. Dora, nam lahko kaj več poveš o tem, kako ste si zamislili? Seveda, hvala za tako priložnost, da se spoznate. Projekt je nastal v pogovoru z drug zavod, drugo društvo oziroma umetnik, prijatelj, Gregor Božič, s katerim veliko časa sedaj že smo v pogovoru, se zamenjamo ideje, se tudi tako zaupamo skupaj oziroma se malo tako pomagamo v takih projektih, ki včasih ne vidijo prav možnosti oziroma nimajo zase moč in strukturo, ki nam zagotovi in omogoča zaupati in projektiranje. Tako da kolektiv Robida je doma v Topolovo. To pomeni, da je skupina mladih, ki tam živi in dela, upa, proba, se ukvarja s kulturo, kar je že doma v Topolovo, ni nekaj novega, ampak to, da sedaj s tem probaš tudi tam živeti, da bivaš vsak dan, sodeluješ s skupnost, ki tam živi. S tem se zavedaš tudi, da je vas, oziroma da je tvoj projekt del okolja, del krajine, in zelo hitro smo se začeli tudi ukvarjati z krajino, z Robida, ki zrastejo in močno tako so prisotne okrog nas. In s tem, da je bila Robida že pogovor z prestolnico kulture, predlagali smo že projekt na začetku, bolj povezan z radio oziroma tako bolj oddaljeno virtualno dimenzijo. Je bila ta priložnost tudi za nas malo ambiciozna, ker smo tako se upali napisati ten projekt in z veseljem smo dobili odgovor, rezultat, seveda s tem, da je prišlo do zelo lep pogovor z Gregor Božičko oziroma z sadovnjak, ki v Kojskem živi že 10 let, se poveča in Gregor skrbi in tudi valorizira svoje delo. In vsak je malo se zavedal, da so neke težave oziroma nimamo sami moči sedaj potencirati in uresničiti vse, kar bi si želeli. In tako da skupaj upamo, da se bo nekaj novega zgodilo, oziroma da iz sodelovanja tudi izmenjava znanje, verjetno bolj na kulturno, sodobno premišljanje, raziskovanje vsebine kulturne, hrana, sadje so del našega kultura, našega dediščina, in na drugo stran tudi tehnično oziroma strokovno znanje, za kaj se gre, katere
so naše sorte, katera je naša zgodba. In upamo, da to bo čutilo tudi v lokalni skupnosti, v restauracije, kmetije, vsak ljudje, ki živijo v takih krajih, mladi ali ne, rabimo se malo povezati, Dora, in če si malo pogledate, če imate priložnost, da v bistvu preletite vsebino, ker tukaj je kar nekaj takih elementov, ki jih vi že poudarjate kot Robida že veliko časa. Ne? Robida je zelo, kako bi rekla, pozorna do teritorija in do tega, da se ta prostor spet poseli, na novo oživi s tem, kar imate vi tipičnega tam. Ne? Tako da gotovo to sodelovanje med Topolovim in Hojsko bo gotovo obrodilo dobre sadove, če ostanemo pri sadovnjaku, glede na to, da teži tudi k temu, da pripravi neko mapo teh sadovnjakov, do tega, da se potem razume, kako se lahko potem to tudi obdeluje, razvije in seveda vse ostale kulturne vsebine, ki pridejo zraven, se pravi tudi promocija teritorija in tako dalje. Torej, zaraščena narava je tista, ki je zdaj večinoma, čeprav ste vi že veliko počistili kot Robida, torej veliko Robide ste že počistili, upam, ne preveč, da ostanete kot Robida. In tudi z drugimi projekti svetujem oziroma vabim, da si pogledate njihove preostale projekte, ki niso konkretno na tem razpisu. Raziskovali ste tudi že Ajdo, tudi to je tak zanimiv projekt in tudi nazadnje, če lahko še dodam, Vas kot hiša. Samo to vam povem, Vas kot hiša, poglejte si po medijih, po spletu, kakšna zanimiva ideja, da je lahko ena Vas hiša, kjer imamo skupne prostore in kjer imamo neke kraje, kjer smo lahko skupaj in druge kraje, kjer pa imamo pač svojo zasebnost. Tako da ostanemo pri tem, drugače bi lahko za vsak projekt veliko več povedali. Aleš, če se strinjaš, gremo iz širšega okolja potem proti Gorici, tako da bi z Majdo, Bratina in z Igorjem Kornelom spregovorili na koncu. Martin Lisek, torej čezmejni poljub zgleda kot nekaj, kar ne rabi jezikov, oziroma ne rabi slovenščine in italijanščine, tako bom rekla, ampak jezik je pomemben pri poljubu. Hvala za vabilo, dobro večer tudi z moje strani. O tem projektu bi se dalo povedati marsikaj, na katerega smo zelo pravično, upam, ponosni. V bistvu še prej ne povem, da smo ga prijavili znotraj ciljnega začasnega združenja projekt, kot si že povedala na začetku, z zgodovinskimi partnerji pri prijavljanju te tipologije projektov, se pravi z Italijansko unijo. To je že dolgoletna navada, ki jo je začel SKGZ, ko je bil predsednik Rudi Pavšič. Projekt se je rodil na podlagi določenih zamisli, ki so že lebdele nekje, oziroma smo jih pestvali že veliko let. Ena od teh, recimo, je bila na sedežu Italijanske unije v Kopru visi en plakat, ki je bil eno geslo istrske diete, se pravi stranke lokalne istrske in še svaki poljuba se dvojezičen, oni bačo ljubigve. In potem smo se tako zagledali v to geslo, da smo si ga želeli pravzaprav ponoviti, promovirati tudi v našem okolju. Zamisel je bila že takrat, recimo, da bi imeli eno vidno kampanjo, oglaševalsko dejansko, na obeh straneh meje, na Koprskem in na Tržaškem, ampak zakaj ne v tem primeru tudi na Goriškem, ker mislim, da bi že, to je že nenavadno in bi že sprožalo na nek način eno povezanost, ne, ko se ljudje peljejo z ene strani na druge in opažajo isto oglaševalsko kampanjo v javnem prostoru, bi lahko bilo že en korak naprej. Tako da smo potem, ko se je nastajal Big-Book, ko se je lahko prijavljalo pravzaprav zamisli projektne, smo se znotraj Slovenskega kluba, to je Tržaško društvo, odločili, da promoviramo to geslo z eno zamislijo, ki bi lahko bila bolj uporabna v smislu deljenja dejansko deljenja gadžetov pod tem sloganom, geslom,
ki je pa prikupno dejansko. Ne? In nazadnje, potem, ko je Italijanska unija sprožila poziv, če bi sodelovali tudi pri tem razpisu, smo se potem pri grajenju razpisnega oziroma projektnega besedila v sodelovanju, to moram priznati, oziroma moram poudariti, da smo sodelovali z projektno pisarno SDGZ-ja in mislim, da je kader, ki nam je sledil, zelo, zelo kvaliteten, tako da je bila tudi v tem primeru ena zelo pozitivna izkušnja. Takrat smo se potem zamišljali, kako bi speljali skozi to projektno, razpisno sito, eno projektno idejo in smo se spomnili, da res kultura na višjem nivoju povezuje narode, povezuje ljudi, naši kulturni domovi, ampak morda presega kraje kulture obmejne, presega tisto stičišče dveh narodnosti, zelo banalno ali za današnji čas, oziroma v naši družbi bi lahko rekli skoraj da z enim vulgarnim predznankom, ampak dejanskim nakupovalni centri pravzaprav. Ne? In tako da smo si zamislili, da bi to projektno idejo s tem geslom, z enimi kratkimi tečaji jezika, zelo igrivimi, bi rekel empatičnimi in simpatičnimi, preizkušali tako Slovence pri poznavanju italijanščine, kot Italijane pri poznavanju slovenščine in delili tako to na zelo simpatičen način promovirali jezik kot nekaj pravzaprav težkega, ne, ker Italijani ponavadi rečejo, kako težko je se učiti slovenščino, ampak bomo skušali prepričati, da nekaj že vejo. V kontekstu nakupovalnega centra recimo, da eno malo pivo znajo že vsi Italijani naročiti in jih potem nagradili z enim slovenskim geslom ali pa italijanskim. Ker namreč lahko samo nekaj dodam, Martin, torej, če tukaj rečemo, da pač italijanski someščani se ne učijo, ne znajo ali kakorkoli pretežko in tako. V zadnjih letih, zadnje generacije, tudi v Sloveniji, če so nekoč seveda dobro poznale italijansko, zdaj veliko manj, torej tukaj je seveda angleščina po eni strani, ampak vseeno je italijanščina izginila nekje z zemljevida mladih Slovencev v Sloveniji. Morda mislim, Humar ima kratko mnenje o tem. Ja, gotovo, v obmejnih prostorih tudi, ne, celo v bistvu Italijani v Sloveniji, ki je italijanščina njihov materni jezik, opažajo upadanje znanja italijanskega jezika v bistvu znotraj italijanske manjšine v Sloveniji celo, ne. Pač jezik soseda se govori vse manj, zato ker je vse bolj naš skupni jezikovni kot angleški jezik in se mi zdi, da prav ta koncept jezika soseda je za eno evropsko prestolnico kulture zelo, zelo pomemben in se mi zdi tudi ta v bistvu igriv pristop, ki vstopa v vsakdanje življenje in ki razbije tisti mit zelo primeren. Jaz bi pa rekla, se ponavadi v enem jeziku, recimo predvsem ljudje iz italijansko govoreči rečejo, vi Slovenci se s tako lahkoto govorite, naučite govoriti jezik, nam je pa tako težko, mi smo pa prav netalentirani. Jaz mislim, da je počasi čas, da se ta mit razbije. Ja, kraj, kjer se lahko to soočanje razvija, oziroma kjer se je že razvilo, kajti v Gorici je prepletanje kultur doma, je kulturni dom. Že več kot 40 let goji sožitje, ustvarja, nadgrajuje, gradi prijateljstvo dejansko med vsemi tu živečimi narodi in kulturami. Kulturni dom Gorica skupaj s kulturnim domom Nova Gorica sta tudi sodelovala na projektu SPF in bila tudi izbrana oziroma nagrajena kot dobra projekta in torej deležna financiranja. Zanimivo je, da seveda mesto, katerokoli mesto potrebuje kraje, lokacije, ker se lahko kultura ali katerikoli dogodek razvija in da se to razvija na tudi čim bolj sodoben način. Zato je treba tudi ustrezno posodobiti nekako prostore. Katero je pa vezna ni povezovanja med kulturnim domom Gorica in kulturnim domom iz Gorica in kulturnim domom Nova Gorica? Ja, hvala za vabilo. Dovolite kot premiso, ker imamo goste iz Slovenije, tudi poslušalce, izhaja ta naša matična domovina Slovenija.
in da kulturni dom Gorica, Bratuž, naše spomenike obeležja sodijo v kulturno dediščino slovenskega naroda. Čeprav izven meja matične domovine. Ta je taka premisa, ki je tudi, bi rekel, izraz tega našega projekta. Kako je nastal ta projekt? Jaz sem bil priča leta 19 v materiji, ko je bila Matera proglašena oziroma Evropska prestolnica kulture. Smo tam organizirali koncert, smo peljali tako slovenske kot pa furlanske pevce, zamejce in tako naprej z orkestrom. Je pa bil tak kulturni dom, tak teater, ki tu je bilo od vsako kritiko. In tam sem, mislim, ko je potem prišel ta projekt, sem rekel, mi moramo začeti razmišljati ne za leto, zdaj bomo naredili manifestacijo za leta 24-25, ma nekaj, kar postalo tudi potem. To je bila izhodiščna točka našega razmišljanja. Potem, ko smo se s kulturnim domom z Nove Gorice prevedali, mi smo smatrali umestno, da malo dvorano posodobimo po 40 letih. Mislim, da je nujno, kot pa tudi veliko dvorano in iste probleme ima ravno kulturni dom v Novi Gorici. Zaradi tega to se pravi, da posodobimo oba centra, skušamo sodobno tehniko, ker veste, v kulturnem področju tehnika se vsak dan menjuje. Ni danes zudi, to je ko avto, ki kupiš, titi, ki ima 40 let, danes je zastaril in je enako velja tudi v tem kulturnem področju, ki nihče še enkrat ne razmišlja. In mislim, da ta je bila, oziroma bo taka naloga, ki bo šla preko leta 25. In mislim, tako da ureditev, bi rekel, posodobitev dvorane, velike dvorane, še posebej luči v Novi Gorici, kot pa v našem mala dvorana in pa osrednje luči v veliki osrednji dvorani kulturnega doma. Ta je bil naš skupni cilj, da razmišljamo tudi tisto, kar bo po. To, kar je pa res, da mi moramo napraviti, da bosta, da vsi kulturne organizacije, ki nameravajo nekaj organizirati, da imajo primerni prostor, da se ne dobimo v takih situaciji, da pravzaprav kot auditorij, ki je zaprt koliko let, od 2003, res in se ne odpira tudi drugi domovi. Mi se tega ne smemo dovoliti. Mi smo preboleli COVID, v trenutku COVID-a se je tudi z tega nekateri poslovca cene porasle od plina do ne še kaj, se pa točno zavedam, da kulturni domovi ne smejo zapreti. Mi se ne smemo dovoliti, ker publika potrebuje agregacijo in še posebej v tem našem prostoru. Zaključna misel, bi rekel, tega razmišljanja. Leto 25 oziroma vse te stvari grejo po taki poti, da Goričani, Novogoričani potrebujemo medsebojnega spoznavanja med sosedi. Kaj smo pričali v tem času? Da se 70-letniki iz Gorice spoznavajo Novo Gorico in obratno. Občutiš srečanje v zadnjič na pokrajini po bivši prostori, kar je kazalo, da razen partnerja, s katere si izbral, ne poznajo nobenega. Kulturni dom je 42 organizacij se oprli na nas, tako iz Slovenije, kot pa tudi iz Italije, ki so iskali partnerja na tistem področju, na katerem delaš. Jaz mislim, da je to nedopustno. Upam, da leta 25, da bomo vsaj uspeli, da te mlajše generacije, ne pa naša, da se bodo vsaj med sabo spoznali tisti, ki delajo na tem področju. In kulturna domova, tako v Gorici, kot pa v Novi Gorici, znata biti subjektni pri tem delu. Zaradi tega skušamo investirati ravno v to razmišljanje, kaj bo zaprav jutri, ne pa da ne organiziram nek koncert, kot nočem vprašati tiste organizator, se ne vem, kakšen napor je pri tem, samo razmišljamo se skupaj dolgoročno in leto 25 naj bo začetek ene nove faze v tem našem prostoru, ne pa zaključek. So prav obe Gorici potrebujeta eno, bi rekel, drugačno skupno razmišljanje in da gledajo vsaka svojim očesom, ima skupaj.
Hvala lepa, Igor Komen. Še Kinoatelje Menda Bratina, torej ta teden ima Kinoatelje pomembno nalogo vsakoletno poklon viziji in spomin na Darka Bratina z raznimi dogodki, tako da hvala tudi za sodelovanje na tem večeru. Če zelo poenostavim, torej če se knjižnice premikajo po teritoriju z neke vrste bibliobusov, potujočimi knjižnicami in podobno, razmišljate o potujočem kinu nekako, če zelo strnem koncept vašega projekta, kar pomeni širjenje filmske kulture tudi v tistih krajih, ki nimajo primernih prostorov, ko ravno govorimo o prostorih zdaj, in primerne tehnike. Ker, kot je že povedal ravnatelj kulturnega doma, tehnika je danes bistvenega pomena, ker lahko ti pokvari tudi, če ni primerna, tudi najlepšo in najboljšo pobudo. Majda, prosim. Dobro večer vsem. Ja, prav tako kot si povedala, ideja Go Green Cinema je naslov tega projekta, ker ideja je prav ta, da širimo kapilarno filmsko kulturo. Torej, ne samo v enem kraju, mi potrebujemo novo opremo, ki premore ogled novejših filmov, ker zdaj so ti novi formati, ki v bistvu se jih ne da videti s katerokoli opremo. In na teritoriju, na tem območju, pravzaprav manjka ena oprema digitalna, ki bi omogočila ogled katerikoli formatov. S tem projektom torej nameravamo tako se širi kapilarno na celotno območje EPK in iti do tudi najbolj zapuščenih vasi in tja prinesiti film. Film ne pomeni samo tako razvedrilo. Film, kakor si ga zamislimo na Kinoateljeju, je, bi lahko rekla, dvig kulturne ravni populacije, ker s filmom izobražujemo, poglabljamo, razmišljamo, boljše razumemo svet. To je en cilj. Naš projektni partner, ta Motovila, se ukvarja s trajnostnim razvojem, zato Go Green Cinema. In mislim, da tudi to lahko je pripomoglo k kvaliteti tega projekta, ker ta partner je tako zelo inovativen na trajnostnem razvoju in bo pomagal, da bi lahko potem imeli vse te programe, ta filmski program na trajnosten način. Istočasno bomo morali pač tudi usposabljati en tehnični kader, torej nove tehnike, ki jih naše območje mogoče še nima in ki so pa nujno potrebni. Tako da jaz vidim nekako, da je en prej in en potem, da resnično območje, ki ga živimo, mislim, da z uresničenjem tega projekta bo postalo malo bolj, bo postalo drugačno, celo bolj kvalitetno za osebe, ki živimo na tem območju, ampak tudi za vse tiste, ki bodo prišli mimo. Tako, hvala. Majda Bratina, jaz bi pred tem posegom publike in še kakšnim pozdravom prosila vsakega morda za minutko tako povzetka ali misli, ki so se vam porodile tudi v poslušanju drugih projektnih vsebin, ker kot sem povedala v začetku, gre res za zelo zanimive in raznolike vsebine, ki bodo tako krojile vsak dan, bom rekla, v času Evropske prestolnice kulture, ampak tudi kasneje, predvsem kasneje, ker na podlagi teh projektov bo gotovo Benečij drugače, tudi v Brdi. Benečija in Brda seveda zelo povezano v zgodovini in na tem pač sloni tudi to sodelovanje v povezavi z naravo, biodiverziteta in možnostjo ponovnega bivanja in vračanja življenja v beneške vasi, tako kot se dogaja v Topolovem s to skupino zaslužnih mladih, zelo sposobnih
še strokovnjakov na raznih področjih, arhitekture in tako dalje. Preko torej jezika, da lahko vsi komuniciramo pasivno, aktivno seveda, tisti, ki smo že dvojezični ali pa pasivno, seveda s pomočjo aplikacij, do turizma, ne samo literature, kot smo slišali, tudi širšega tega evropskega pridiha teh kulturnih poti, do konkretnih kulturnih vsebin in povezovanja predvsem in tudi izmenjave, ker še vedno je v Kulturnem domu Gorici premalo Novogoričanov in obratno, verjetno tudi v Kulturnem domu Novi Gorici. Torej to prepletanje obiskovalcev še nekje primanjkuje, oziroma na tem je treba graditi in seveda kino tudi nekako v dobri kvaliteti povsod, ne samo v kinodvoranah. Jaz sem zelo strnila vse skupaj, ampak res eno misel za konec za vse in potem damo besedo še publiki. Dora, kakšen vtis ti ustvarjaš v tem trenutku, ko morate, ko je pred vami ta izziv, ta velik izziv? Se zavedam, da so projekti zelo različni, ampak imajo nekaj skupnega, seveda entuziazem ali tudi tako željo skrb za ta območje teritorija, ki seveda Gorica Nova Gorica malo narišejo, ampak mi verjamem, da gledamo na celo mejo, tako da je kar veliko in konkretno pa se tudi zavedam, da v našem primeru nimamo prav take izkušnje, oziroma nismo imeli take priložnosti za razmišljati dolgotrajno. To pomeni, da za nas konkretno 2-letni projekt začnemo danes in končujemo s prestolnico kulture je en dolg čas delovanja za društvo, ki nima osebje, nima strukture, je kar ambiciozno, tako da je res tudi tako, taka lepa preizkušnja, ki vas čaka in mi boste prav gotovo kos. Gospa Andreja Richter. Jaz najprej bi prosila, da si izmenjamo kontakte, to je prvo, ker ko sem zdaj to poslušala, naša pot, prav fizična pot od lokacije, tako da mislim, da vse lokacije, da ne moramo mimo vas, ni variante. To se pravi, se ustavimo in seveda kaj drugega, da tam predstavimo seveda jezike in povemo zgodbe. To je čisto prva stvar. Film je tako, sestavni del. Kjerkoli se ustavimo, se dogovarjamo seveda tudi z povabilom za filmom in za zgodbo. Seveda kulturni domovi so pa centri, to je pa center. Vseh teh dogodkov, ki jih tukaj delamo, moramo najti varianto, da naredimo celoletni koledar. Vseh prireditev, akcij in tako naprej. Tako da, jaz mislim, da smo tu kar zraslo je, ampak samo nekaj. Jaz sem ravno prišla z Bratislava, podelili smo nagrado od najboljših slovanskih muzejev vsako leto. In prijatelji, kolegi bolj iz Krka, iz, ni važno, z kraja na začetku, Dubovka. So fantje mladi, oziroma niso samo fantje, tudi dekle, domačini odločili, vsi so tam okoli 27, končali so ravno kar študije, dozdali, zgodovine, umetni so zgodovine arhitekti, odločili, da bodo kraj dali svojo dodano vrednost in povabili, osvestili celotne ljudi na Krku, kako bogato je življenje v domačem kraju. In povezali drevo, hrast, ki sploh nisem vedela, da je tam hrast, posebej neverjetno veliki gozdovi, iz katerega delajo nenazadnje tudi ladje in tako naprej. To se pravi, kako so se domačini, mladi odločili. Občina jim je prisluhnila, imajo znotraj občine organizirano, jaz ne vem, to kot lokalni, ne vem točno, ampak tu vidim zdaj tako eno to povezanost, ker na tem je prihodnost. Če se mladi odločite, da imate nekaj posebnega, tisto, kar je drugačno in to želite ustvariti, imate neverjetno prihodnost. Če točno veste, kaj boste iz tega naredili, in to so evropske zgodbe, ki so prihodnost za mlade. Imamo dala vse kontakte in morate jih obiskati. Tako,
veselimo se tudi teh konkretnih novih sodelovanj in novih idej. Majda Bratina, torej mladi nedvomno ne bodo imeli težav s to tehniko in formati in tako dalje. Ko govoriš o formatih in teh zadevah, se kar se kar hitro spremeni. Se kar hitro javi zadeve, tako da mladi gotovo bodo znali izkoristiti. To bomo, ker mi z mladimi sodelujemo in nam v mlade udajamo. In jaz sem zelo zadovoljna, da sem slišala vse te projekte, opise teh projektov, nekatere nisem niti poznala, priznam. In ker se mi zdi, da res lahko spremenimo kulturni videz celotnega območja. Zdaj, v tistem seznamu je pa ogromno, verjetno zelo zanimivih tudi drugih projektov, ki niso dobili financiranja. In jaz upam, da počasi pa lahko pridejo do prispevkov tudi ostali. Hvala, Martin Lisek in Igor Komelj, in potem Vesna Humar na koncu. Jaz nasplošno bom spregovoril bolj v vlogi SHGZ-ja tukaj. Jaz sem zelo navdušen nad tem projektom, ampak tudi nad tem elanom, ki se je ustvaril v tem razpisu. Dejansko mi kot narodna skupnost smo si večkrat postavili vprašanje, kako se angažirati, če se sploh angažirati, smo se spodbujali, da nazadnje tudi v tem prostoru. In toliko ustanov se je potem prijavilo tudi z dobrimi točkami, recimo Glasbena matica je zaostala od financiranja za zelo malo točk, na primer, in še druge so. Tako da mislim, da je ena zelo dobra popotnica. Tale razpis je res nekaj uspešnega in dobrega, sledil bo verjetno še eden. In potem dejansko s tem navdušenjem se lahko potem tudi ugriznemo tisto, kar je v Big Book, veliko ustanov, ne nazadnje sama SKGZ, ampak tudi druge slovenske ustanove v Italiji, smo že slišali, so omenjene v Big Booku in potem gremo graditi ta dogodek, ki je nedvomno zelo, zdaj pa kot si uvedla srečanje, Alenka, diši je res, in s tem razpisom je zadišalo. Morda ne bo vse tako preprosto, ampak ne nazadnje, če se navežem na misli gospe Richter na začetku, tudi z gostovanjem Slovenije v Frankfurtu ni bilo vedno vse tako preprosto, ampak zdaj se odpira, da je ena zelo lepa priložnost. In tako mislim, da tudi Gorica in Nova Gorica lahko jemljeta od tega zgled. Nenazadnje pa povem še zase, da otvarjamo v soboto recimo razstavo Franka Veketa v Trstu. Veketo je mozaik na Trgu Evrope in skratka se vsaj v moji glavi vse skupaj v tem trenutku zelo lepo povezuje. Hvala še Igor Komelj za ta del projektov. Ja, Gorica in Nova Gorica ne smesta pasti na izpitu leta 2025. To je predpogoj našega dela, če želimo biti pozitivni pri našem vsakdanjem delovanju. To potrebuje tudi Evropa, ne samo mi. Zato, ker na koncu, če bomo en tak pozitiven zgled, tako naprej, tega našega sobivanja skupaj, različnosti, obmeji, Italijani, Furlani, Slovenci in še tudi italijanska manjšina v Sloveniji, znamo biti zanimiv, da bo to zanimiv, pozitiven, bi rekel, zgled celotni Evropi, da pa zaprav se da tudi med različnimi primerno normalno živeti. To mora biti naše vodilo in da za to leto 2025 mora uspeti. In pa, ne vem, koliko ste zdaj nekateri izmed vas tukaj seznanjeni s črno piko pri vseh teh malih projektih. So začeli ugovori res, oziroma prizivi in tako naprej, za strani raznih organizacij in upam, da ne bodo zalegli, da ne bodo izkušnje iz zakona 68, pa tudi iz zakona za slovensko manjšino, ko so bili prizivi, so te stvari se podaljšale za 6 mesecev. Kar upam, da ti prizivi strani Mittelfesta, Fondacione, Polni in tako naprej, ki prihajajo zdaj, da ne bodo zaustavili to naše delo. Na koncu, če si dobil, moraš tudi znati izpeljati, ni lahko izpeljati te projekte, še posebej, da se vsi skupaj moramo zavedati tako
rineš v to, se moraš točno zavedati, pa zaprav, kakšne so tvoje obveznosti, tvoje naloge, to je, čemu se izpostavljaš in če pride do te ugovore, da vse skupaj blokirajo, imamo tudi te stvari za 6 mesecev. Ne vem, kako je v Sloveniji, kakšen je zakonski proces pri teh ugovorov, kaj lahko naredijo, imamo v Italiji znati. Upam, da greši in da posregiže, da bo vse steklo po najboljši meri, so pa itak težav ne bo manjkalo. Hvala lepa. Igor, ja, bi pa ostala pri tej pozitivni energiji, ki veje iz predstavitve teh projektov in iz teh zanimivih vsebin, tako da računamo na to, da bomo videli vse to, kar in še seveda druge dodatne, bolj konkretne vsebine, ki seveda nismo šli v podrobnosti, kaj točno bo v sklopu vsakega projekta. Nekaj smo nakazali, ampak seveda potem je še veliko drugih konkretnih zadev, ki bodo verjetno v pravem času tako primerno predstavljene, kot je že povedala prej Andreja Richter, nekje na enem seznamu, mapi ali kakorkoli. Torej, Vesna Humar za konec zaključno misli. Hvala za besedo. Mi všeč, ko grejo ljudje mimo, se malo ustavijo, pogledajo, če kakšen filmski igralec poviže, da ne naprej. Ena od zgodb, ki je odzvanjala v mojem otroštvu in ki mi je dostikrat prišla na misel, tudi ko smo pripravljali kandidaturo za od 2025, je zgodba o kinu, na katero me spomnil Kino Atelje, sem iz Prvačine doma, tam je bil kino, ne v dvorani, tako kot se spodobi. Mama mi je vedno pripovedovala to zgodbo tega, kako je ravno spoznala očeta, sta bila mlad par in je šla s svojim očetom in mamo v kino, vsi skupaj so šli, in je bil ravno zadnji tango v Parizu na sporedu, ki je izvrsten film, ampak večina 20-letnikov, kar jih ne bi rada šla gledati z mamo. In meni je ta zgodba v bistvu povedala, da se svetovi srečujejo in ko trčijo, da pač nastane nekaj čudovitega in da ni velikih in malih krajev, da ni velikih in malih zgodb, da ni velikih in malih ljudi, samo ta pestrost tega velikanskega mozaika, ki ga živimo in naš je res barvit, tako kot je Igor rekel. Martin me je spomnil na to, da smo se tukaj pogovarjali o tem, kaj narediti, kako narediti in jaz sem presrečna in ponosna danes, ko poslušam o teh projektih, ker se mi zdi, da smo res razumeli Evropsko prestolnico kulture. Samo 3 stvari se mi zdijo pomembne. Trajnost, to, kar je Igor rekel, to, kar je gospa Richter rekla, se pravi, da v bistvu ustvarjamo nekaj, kar ostane dolgoročno. Razumeli smo, da Evropska prestolnica kulture ni neka velikanska izložba, v kateri moramo mi pokazati samo najlepše in ki mora biti samo vrhunska kultura in tako naprej, ampak da je projekt, ki mora iti do vsakega človeka, do vsake vasi, ki mora iti tudi na kupovalne centre, ki mora zaobjeti v bistvu celotno regijo in tretje, da smo res zajeli, kaj pomeni evropska dimenzija tega projekta. Se pravi, da imamo zgodbe, ki so posebne, kot je recimo Atlas Sadovnjakov, potem projekt, ki se rojeva iz tega, ki so lahko tudi drobni, miniaturni, ampak jih lahko povežemo s podobnimi zgodbami in podobnimi okolji po celem svetu. In na ta način bomo tudi dosegli, da bo za cel svet to naše okolje prepoznavno in da bo cel svet prihajal vsem k nam. Tako da bi res končala pozitivno. Igor, pritoževanje pa tudi je tako del naše kulturne, bi rekla, identitete, da tudi brez tega verjetno ne more iti. Na koncu pa Evropska prestolnica kulture lahko ne bo taka, kot smo si jo predstavljali, no pa lahko drugačne je to še lepše. Hvala lepa. In ja, še nekaj imamo za... Slišali smo dejansko 5 zamisli, katerem je skupni imenovalec ta naš prostor in povezovanje. Te zamisli so potem prerasle v projekte, ki tudi ni lahko pisati in sestaviti. Kot je državna sekretarka prej spomnila, pri pisanju teh projektov, ki morajo slediti strogim evropskim predpisom, je pomagala tudi pisarna, posebna pisarna, ki je bila ustanovljena pri Slovenskem državnem gospodarskem združenju. Med nami imamo tudi predsednika Roberta Frandoviča, ki bi povabil k besedi, zato da nam pove tudi, kako deluje ta pisarna. Namreč čez nekaj mesecev, verjetno januarja, bo en drugi razpis, zelo podoben, tako da lahko gre to tudi v pomoč vsem prisotnim poslušalcem. Lep pozdrav.
Hvala za povabilo in sem prav vesel, da sem danes med vami, da lahko tudi malo predstavim delovanje naše pisarne. Kot je bilo že povedano, ta pisarna dejansko sad sodelovanja med Slovensko deželno gospodarsko združenje, Kmečko zvezo in dvema krovnima organizacijama. Zakaj je prišlo te ideje? Ta ideja je prišla zaradi tega, ker, kot je že Aleš povedal, pri pisanju teh projektov je treba imeti precej nekega, med navednicami, evropskega znanja in tudi evropskega jezika. Ni enostavno napisati projekt in pri tem moraš imeti ljudi, ki znajo in se s tem ukvarjajo. Tako da Slovensko deželno gospodarsko združenje je že samega začetka, v zadnjih 15 letih sodelovalo na teh podobnih projektih, mislim na projektih Interreg, tako da je izobrazilo kar nekaj ljudi in kadrov in tako da smo ponudili naši skupnosti to možnost, da lahko pišemo in sodelujemo pri projektu Gorica 2025. V tej prvi priliki smo pripravili 6 projektov, eno nažalost smo malo kiksnili, če tako rečemo, da ni bil sprejet. Medtem ko ostalih 5 so bili sprejeti, 2 sta tudi v listu prvih 27 mestih. Eno je na 29. mestu ali pa nekaj okrog 35. mestu. Tako da smatram, da smo naredili izredno dobro delo, ker ni samo stvar pisanja projektov in dobre ideje. Tisto, kar morda vsi ne vejo, je, da projekt mora biti dobro cenjen. Da je dobro cenjen je tudi treba napisati na tak način, da ga ocenjevalci ocenijo čim bolj pozitivno. Še eno noto bi dodal. Kot sem že rekel, kot ste že sami povedali, se poraja ta pozitiven veter sodelovanja in tako naprej. Če želimo ohraniti te kadre in če želimo še podpreti in čim več kadrov imeti v tem sektorju, moramo čim bolj sodelovati. Mislim, ne da zdaj podpiram, da vsi sodelijo z našo pisarno, ampak je boljše, ne, kulturni dom recimo je izbral svojo pot, no nič hudega, je boljše, da ohranimo to znanje v naših rokah, ne. Ker če bomo dali to znanje drugim, potem bomo mi izgubili in je nekako nesmiselno. In vidim, da če bomo čim bolj sodelovali, bomo tudi mladi ponujali eno, kako idejo več, čim več znanje in tudi vključevali v te naše procese razvijanja teh projektov. Tako da vabim vse, da tudi če potem izberejo drugo pot, da nas magari pokličejo, da skupaj tudi mi damo kakšne predloge in nadaljujemo na tak način. Tako da v sodelovanju in združevanju je moč. Če vidite tega, da bomo razumeli, bomo tudi to idejo Gorica 2025, ko je dejansko združevanje dveh mest, saj tako navidezno združevanje, moramo tudi v naši skupnosti razumeti, če se bomo združevali in delali skupno, moramo tudi dosegli čim več rezultatov. Čeprav moramo biti pošten 2 projekta na 5 je zelo dobre rezultate. Hvala lepa. Hvala, Robert Frankovič. Imamo še nekaj minut. Naši sogovorniki so na razpolago, oziroma še za kak pozdrav posej ali vprašanje iz publike. Prosim, pridite kar, ker imamo... Pridite kar naprej. Ja, sej da nekaj mikrofon. Ja, kar. Nocoj sta tukaj z Romano, ker v Štangrežu pripravljamo poimenovanje objekta, ki ima tudi svojo zgodovinsko vrednost in je na sestanku, ki smo ga imeli, prišla tudi zamisel, da bi eventualno lahko s tem v zvezi pripravili tudi kak majhen projekt.
zadeva je namreč ta, da poleg poimenovanja je tudi blizu potrebno še marsikaj v zvezi s pripravo predstavitve, morda tudi kakšne knjige v zvezi s tem in misel je bila, da bi eventualno šli to pot. Zato sva danes z Romano tukaj, da nam pri eventualnem seveda projektu ta urad in ustanove, ki so prisotne in tudi že projektanti sami pomagajo pri eventualni uresničitvi tega projekta. Hvala lepa. Torej, slišali smo ravno kar Roberta Frandovića, kako je treba pristopiti, ko imaš idejo oziroma že neko pobudo. Če še kdo? Za konec? V redu? Jaz bi samo dodala, da pa seveda na Uradu za Slovence za mestno po svetu ravno kar pripravljamo letni razpis, na katerega ste vljudno vabljeni, da se tudi prijavite. Obseg sredstev v naslednjem letu bo enak kot v letošnjem letu, se pravi, ne zmanjšujemo sredstev kljub vsem tem stvarem, kar veste, da se dogajajo in tako da tudi z tega vidika vas vljudno vabljeni, da se prijavite na razpis. Tako, hvala lepa. Lep večer je pozdrav vsem. In seveda hvala vsem za pozornost tukaj v Trgovskem domu in tudi vsem, ki ste nam sledili preko radijskih valov. Hvala lepa vsem sogovornikom še enkrat in seveda vabljeni, da se pridružite na naslednjih forumih. Kot je povedal Marina v začetku, bodo vsi nekako fokusirani tako ali drugače na to leto 2025, ki je pred krati. Hvala lepa. Nasvidenje večer.